Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši novi oddaji Med nami povedano. Danes si bomo privoščili duhovni izziv. Verjetno bo zadeva, o kateri bomo govorili, precej nova za to našo okolje, ampak ne toliko, da se ne bi splačalo vzeti časa in pojasniti morda nekatere zadeve, reči ali kakorkoli bi že to imenovali. In sicer sta danes z nami v naši družbi predstavnici skupnosti, ki jo imenujemo Share Slovenija. Z nami sta Lidija Fekonja. Pozdravljena, Lidija. Mislim, da se že kar poznamo tukaj v Ormožu in morda malo manj poznamo Ireno Murko, ki prihaja tudi iz skupnosti Share. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Prvo vprašanje, ki vam ga želim postaviti, pa naj bo to morda vprašanje vam, Irena. Za kakšno skupnost gre, ki jo imenujemo Share International Slovenija? Jaz bi mogoče najprej popravila, midve delujemo v transmisijski skupini, smo tam in Share International, to je, kaj bi rekla, mednarodno organizacija, ni organizacija, ena skupnost, kjer govori, share pomeni delitev, international mednarodna delitev. To je fundacija, napravljena pa je zaradi tega, ker je bil naprošen tale Benjamin Graham, britanski umetnik, pisec in ezoterik, je bil naprošen, da govori v svetu o prihodu učitelja za ta današnji čas. In on je to govori verodostojno, ker ima zraven njega, čez njega deluje mojster modrosti. In on o tem predava, piše knjige že 40 let. In na podlagi tega je njegov mojster tudi ga prosil, da je ustanovil prvo transmisijsko meditacijsko skupino, ki ima namen, da se energije, ki prihajajo iz vesolja, energije, ki prihajajo od mojstra modrosti, prevajajo čez ljudi in se, bi rekel, umažejo, ker te energije so tako visoke, da bi se od človeštva odbile. In čez transmisante se, bi rekel, malo prizemljijo, umažejo in potem jih človeštvo lahko sprejme. In tako so nastali na podlagi njegove prve skupine, je nastalo veliko 100 skupin po svetu. In mi smo tudi na Ptuju ustanovili takšno transmisijsko skupino. In namen takih skupin je, da ozaveščajo ljudi, da je prisoten učitelj na svetu in da se prevaja te energije, to je v bistvu služenje sveta. Ker te energije so potrebne, da se bo današnji čas odvijal oziroma se že odvija v tej smeri, kot si je zamislil načrt za naš planet. Lidija, kako ste vi prišli zraven? Kaj je vas recimo pritegnilo v tem razmišljanju, kot ga je predstavila? Že leta prej, ko sem začela s transmisijsko meditacijo, me je skozi nekaj vleklo, nekaj takega duhovnega, pravičnost, resnica. Stalno me je nekaj motilo, kjer ni bilo res pravice. In to je bilo tisto, ki me je res potegnilo k temu, da lahko zdaj delam tisto, kar si želim. No in kaj recimo to vam pomaga, recimo pri samem življenju, dojemanju sveta in vsega? Ja, res pomaga. Pomaga pri zavesti, hitreje dojemaš, sproščen si, pri meditaciji tudi pri tvojem zdravju ti pomaga. No, zanimivo bi bilo recimo predstaviti, v preprostih besedah povedati, za kakšno energijo pravzaprav to gre. To bi naj bila, torej, če laično gledam na to, na neka energija, ki vlada v vesolju, ki je seveda mi ljudje ne poznamo in bi torej na nek način naj bila preko teh mojstrov prenešena na svet, med ljudi. Je to to? Ne, gledajte,
mi vsi smo del energije, ali kako bi rekli, živimo v energetskem svetu, ne? Čeprav mi zdaj ne vidimo, zavedamo pa se, mislim, zdaj so že to znanstveniki ugotovili, da je vse energija, ne? In te energije, ki zdaj prihajajo, ki jih tudi mi kot transmisanti prevajamo, ne, pomenijo za to obdobje vodnarja, ki je zdaj po astrološkem, ne, ni to samo astrološko znamenje. In te energije, kakšne energije mi prevajamo? Prevajamo energije ljubezni, dobrohotnosti, ne, srčnosti, energije, ki spajajo. Vodnar prinaša, ta svet se bo zdaj mogel spojiti. Ugotoviti bomo mi mogli ljudje, da nismo seveda vsak posamezni, ampak da smo skupaj vsi eno človeštvo enotne. Ne? In to ravno prinaša ta novi učitelj Maitreya, mislim, ki bo povedal, ki govori, da je treba razdeliti vse resurse med vse ljudi, da se ne more samo en del, recimo Evropa, Amerika, Kanada in Avstralija, večji del bogatstva prisvajati, ostala 2/3 pa živi v revščini, taki bedi, da umirajo ker nič nimajo, ne? Ali pa delajo po 16 ur za $1. Ne? To se pravi, zahteve te dobe so, da je treba deliti med vse ljudmi. To je božja zahteva, bi lahko rekel. Ne? In to pomeni ljubezen. To je ljubezen. To ni mišljena ta ljubezen, ko se dva ljubita, ne? Tista čustvena ljubezen, to je ljubezen, da je energija, da vemo, da je potrebno poskrbeti za vse ljudi. Mi ljudje, ko se rodimo, ko smo otroci, se tega zavedamo, ker smo bolj v skladu z duhovnimi energijami. Pozneje se nam to zapre in postanemo pač samozadostni ali pa gledamo bolj za sebe, mogoče še za družino. Že za vedno manj, že v današnjem času tega kaotičnega, bi rekel, kapitalizma, že ne gledamo niti za skupnost. Ne? Prej smo še mi mogoče gledali. Ne? Lidija, kako pa bi vi razložili recimo to vse skupaj? Ja, energije so energije ljubezni, tako kot je rekla, pravice, radosti, veselja, mira. To je res. Če enkrat prideš tega, res neko, kako veselje notri v sebi čutiš, te energije. In to je tisto res, kar bi moglo svetu zavladati. Takrat bi se res ljudje imeli radi, razumeli, ne bi bilo tega, kako bi rekla, vojn, pa tega slabega na svetu. Ne. To je tisto, kar bi res moglo zavladati svetu. No, vi torej nekako verjamete v nekega svojega mojstra, ne, ki je Maitreya, bi naj on nadomestil Jezusa. Je to tako mišljeno? Gre to za neko novo vero, ki je recimo na vidiku? Glejte, Maitreya ne prihaja kot verski voditelj. On prihaja kot učitelj za vse ljudi. Ljudje si pač predstavljamo, da je duhovnost samo, v cerkvi, ne, da pač religija, duhovnost, ampak ni res, ne. Duhovnost je v bistvu mišljeno vse, kjerkoli mi napredujemo, ne. Na kakikoli nivoju, ne, potem to pomeni duhovno. Duhovno je napredek. Ne. In sedaj je potrebno, on prihaja čisto praktično, pravi, treba je urediti ekonomijo in politiko. Najprej. Ne. Potem so seveda, to so prioritete Maitreyjeve. On je že tu, samo se še ni predstavil, on že ima intervjuje, je imel intervjuje v ZDA, je imel intervjuje v Braziliji in Mehiki, imel intervjuje v Rusiji, zdaj ima na Kitajskem in na Bližnjem vzhodu. In sicer se ne predstavlja kot učitelj sveta Maitreya, ampak kot navaden človek. Govori ljudem, da je rešitev za današnji čas edino to, da mi delimo dobrino med sabo. Ker je to edino
to je zaradi pravičnosti. Ker če bojo ljudje, mislim, če bo vsak dobil, vsak mora dobiti hrano, vsak mora dobiti bivališče, vsak mora dobiti možnost izobraževanja in vsak mora dobiti možnost, da se zdravi. To so osnovne dobrine, ki pripadajo vsemu človeštvu. To on govori. In ko bomo mi to kot ljudje sprejeli, to zamisel, on to predstavlja, pa mi predstavljamo, recimo, Krem, ki je bil 40 let o tem že govori naprej, ker za takega mojstra, kot je Maitreja, je treba pripraviti pot naprej. Recimo, če se pa vprašate, zakaj pa on neposredno ne pove, zaradi tega, ker imamo mi ljudje svobodno voljo. In če ga mi ne pokličemo, če si ne želimo teh sprememb, potem se taki mojstri tako dolgo ne pojavijo. No, vprašanje, ki se sedaj tu postavlja, kdo pravzaprav je Maitreja? Koliko težje se to izgovori, ampak dobro, se bomo navadili. Je to neka energija, ki prihaja, torej? Neka duhovnost? Maitreja bi se torej naj na nek način počlovečil, pokazal se bi naj ljudem kot človek, ampak ni to. Je. Maitreja je ravno tak človek. On je mojster, ki seveda, zdaj je to širše, zdaj moramo še druge stvari razjasniti. Mi se moramo zavedati enih zakonov, ki v univerzumu vladajo. In sicer tega zakona, ki ponavadi se ljudje tega ne zavedajo, da zakon ponovnega rojstva. Mi se vedno rodimo, mi ne živimo samo eno življenje. Ker pol bi bilo hecno, bi rekel, zakaj en je bogat, kaj zvem, en tak mlad umre, je bilo hecno, drugi lahko, ne vem kaj. Če pa slediš temu zakona ponovnega rojstva ali reinkarnacije, pa vidiš, da to gre pač iz življenja v življenje. Zakaj smo mi tu? Zato, da se učimo. Zato, da materijo poduhovljamo. Zato smo mi poslani na ta svet. In še drugi zakon je, zakon, kar si sejal, to si žel, kot je rekel Jezus, to je, na vzhodu reče, to karma. Zato se ljudem dogajajo dobre stvari in slabe stvari. Zato, ker vsaka misel, ki jo pošlješ in dejanje se odraža, se dobiš feedback. To pomeni, ti z mislijo in z dejanjem vplivaš na celo človeštvo. To niti se ne zavedamo. In seveda potem to prihaja nazaj. Ali si poslal dobro, prihaja v tej luči, če si poslal slabo, se seveda odraža, da se ti pač nekaj zgodi slabega. Kar si pa misliš, kak si potem... Ampak to ni rečeno, da samo to življenje, to lahko v drugo življenje gre. No, še vseeno nimam natančnega odgovora na vse to. Kaj pravzaprav to vašo prizadevanje, kakšen je namen vašega prizadevanja? Dobro, to ste povedali, da gre za pravičnost, da gre za delitev dobrin med človeštvom, za vsakega vse enako, Zakaj natančno? Namen našega prizadevanja je, zato smo tukaj, da povemo, da je Maitreja Kristus v svetu in da prinaša upanja za vse ljudi, za čisto vse. Poglejte, ogromno je že pri nas takih ljudi, ko nimajo nič, ko so na cesti, ko so obupani, ogromno jih samomor naprave. In da se zavejo, da niso same, da se svet spreminja. Če gledate na televiziji, zdaj se že tudi pogovarjajo, da je treba podnebne spremembe urediti, da je treba pomagati ljudem. Tudi zdaj, ko so begunci prihajajo v Evropo, se tudi že ljudje sami, pa tudi že voditelji, treba je pomagati, nekaj jim narediti. Čeprav gre počasi, ampak se zavedamo, ker smo vsi ljudje in vsi imamo pravico, da nas obravnavajo človeško. Kako pa vi to razlagate, Lidija? Tudi na tak način, ja. Torej bi naj bila neka dobrota, ki jo človek nosi v sebi, neka energija, če sedaj prav razumem. Glejte, človek je dejansko duša. Mi se tega ne zavedamo.
In duša se izraža čez 3 telesa, in sicer fizično, ko ga vidimo, ne, čustveno, ko ga pač kot čustva občutimo, in mentalno. Ne. Tu se duša izraža. Energija duše pa je to ljubezen, mir, ne, inteligenca. Ne. Ampak ljudje se bolj, bi rekla, delujemo s osebnostjo. Osebnost pa ima to, da smo ljubosumni, da ne dajemo denarja od sebe, ne, da tekmujemo, ne. Da, duša pa ne, duša je altruistična, ne. In zato recimo so tudi te duhovne prakse, bi rekel, meditacija. Zakaj je meditacija? Da prideš v stik s svojo dušo. Ker ko človek deluje čez dušo, ne, postane inteligenten. Drugače inteligenten, mislim, ne. Pravilno inteligenten, vzpostavlja pravilne odnose. Pravilni odnos na svetu je ravno to delitev dobrin med vse ljudi. Ker gledajte, ko bojo vsi ljudje, pa ne, to ne pomeni, da bojo vsi enako imeli, ne, ampak da ima vsak, da ni lačen, ne, da ima obleko, da se lahko izobražuje, da ima zdravnika, ne, koliko jih že tu pri nas nima, da ne more iti zdravniku, ne. To je res, v takem bogatem svetu je to ena velika žalost, ne. In takrat se bo, pravi Maitreja, takrat, ko bo tale dan prihaja, zato smo midve tu. To se bo zgodilo, verjeli ali ne, v roku niti mogoče leto dni, da bojo vse televizije bojo naprošene oziroma bojo predvajale njegov govor. Takrat bo on nagovoril celo človeštvo. On je učitelj za vse ljudi. On ni recimo za en del ljudi, za vse ljudi. Ali verujoče, ali neverujoče, ali muslimane, ali krščane, ali hindujce in tako naprej. Ne. Ker on v bistvu prihaja učiti ljudi, kaj v resnici smo, da bomo res se zavedali, da smo duše, ne. Da smo eno, da smo, in takrat, ko bo ljudje vse te potrebe zadovoljili, bodo dobili zaupanje. Ko bo ljudje dobili zaupanje, poštenost, takrat bo tudi odpravljene vojne. Ko bojo odpravljene vojne v bližnji prihodnosti, ko bo se vojna odpravila, se bo zgodilo to, da bomo dobili novo energijo svetlobe, ki bo dostopna vsem ljudem, ki ne bo draga, tako so danes energije. In s to energijo recimo bo se lahko, pač ne vem zdaj kdaj, ne, v bližnji prihodnosti, bo se lahko recimo z genetskim inženiringom, ki se že uvaja, in z to energijo svetlobe se bo recimo lahko organe zamenjevalo, recimo v življenju, se bo podaljšalo življenje, ker če boste potrebovali novo ledvico, vam bojo vstavili. In to piše, da kar bo šlo in da bojo to napravljeno, boš lahko še domov. Mislim, take stvari se bojo dogajale, da ne moremo verjeti. Čisto druga doba bo. No, se vam ne zdi to vse skupaj malo utopično? Vem, vsem se zdi to tako utopično, ampak gledajte, jaz recimo, midve obe z Lidijo sledima to že 10-15 let. In čitam knjige, hodimo tudi, smo šli večkrat v London poslušati Benjamina Krema, in smo potem videla, ko so razne napovedi, ker Maitreja vse to se vidi po zakonu, ne, kaj se napravi, se bo bolj, in potem se te stvari dogajale. Ne. In tudi ko gledam zdaj, recimo včasih so rekli, nemogoče, da bi se to zgodilo. In ko gledam zdaj, kaj se vendarle dobrega že dogaja v svetu, kljub temu, da so zdaj vojne in tega, ne, ampak vendarle se zbuja glas ljudstva. Ljudje nočejo več tako živeti, ne, se tudi, če gledate te begunce, ne, nočejo več tako živeti. Rečejo, ja, hočem imeti boljšo prihodnost, jaz se hočem izobraziti, jaz hočem, da so moji otroci isto kot vi, ne, isto kot vi v Evropi. Nočemo več tako živeti. In vsak človek ima to pravico. Tako bi mogli razmišljati, ne. Gre torej za ozaveščanje človeštva ljudi? Točno za ozaveščanje gre, ja, človeštva ljudi. Točno to. No, pravita, da, oziroma Irena je povedala, da se že kar nekaj let s tem ukvarjata. Kako recimo vajna misija, vajne ideologije, no recimo, če tako
lahko rečem, sploh poteka. Dobro, mi smo recimo na naši televiziji predvajali film z Benjaminom Kremom, zelo zanimiv film. Če si začel poslušati, seveda nisi mogel vstran, ne? Zanimivo je, kako poteka ta vajino poslanstvo. No? Ja, midve se dobimo pri transmisijski meditaciji, včasih se dobimo, pa si kaj povemo. Moram povedati, da mi Irena kaj zelo dosta pove, bolje seznanjena s tem, ne, mislim, bolj. Več bi rekla. Tak, tu Kaj nekje. recimo konkretno, kaj je vas pritegnilo? Da ste se začeli v to skupino vključevati, razmišljati seveda tudi v to smer? Ja, potegnilo me je pač, Nekaj skrivnostnega je vseeno v tem, ne? ljubezen, neko pravilno delovanje mene je potegnilo, ki sem brala, sem vedela, da je to nekaj drugega, da ni to, kaj mi zdaj živimo, pa da je nekaj več, da je nekaj drugega, ne. In to me je pritegnilo in sem pač prišla do Irene in tako smo midve začele delovati, ne. Potem pa smo šle skupaj na transmisijsko meditacijo in tako je šla na eno pot naprej. Koliko pa vas je vključenih sploh v Sloveniji? Koliko vas je teh, ki torej se zavzemate za to novo ideologijo, sporočilo upanja? Če sploh to je ideologija, ne? To ni ideologija. To bo se pokazalo, da je to resnica. Ne? Da to, glejte, nas je kaj dosti. Recimo, tak stalni bi rekla, je 15 skupin po Sloveniji, ne? Razdrobljeno. V Mariboru, Ljubljana, Kranj, tu v Prekmurju, Črenšovci, Murska Sobota, na Ptuju, v Velenju in tako naprej. No, kaj pa je vas pravzaprav prevzelo? Glejte, jaz ko sem prvič slišala za to, mene je prevzelo ravno to, meni se je to zdelo res, da bomo vsi ljudje med sabo povezani in da bomo tovariši. Meni se je vedno to zdelo, da je potrebno, da imamo vsi, da smo vsi ljudje, da imamo neke enake pravice, določene osnovne. In jaz osebno, ko vidim, kaj vem, enega, ko prosi, ali pa ko vidiš, smo bili v Londonu, ko vidiš, ko zunaj spijo, pa to je tu v Evropi, kaj šele, tam v Indiji, Aziji, ko vidiš to, te postane sram, da si človek, no, res. Pri vsem tem bogatstva, ne, da se to bi mogle vlade res zagotoviti. To je prvo zagotovilo, ne pa da se, kaj vem, enim postanejo bilionerji, drugi pa nimajo nič. Vse to je nepoštenost in ta nepoštenost pelje v te vojne, ne. Postanejo ljudje teroristi, se pa nimajo kaj zgubiti. Ne. In edino tako, da bo vsak nekaj imel, da bojo ljudje se rešili tega, glejte, to je taki strah, ne, če nimaš nič, se zdaj že sami lahko tu čutimo, ne. Če zgubljaš vse, te postane strah, ne. In potem si v krču in takrat ne moreš biti ustvarjalni, ker vsak človek mu je dana veliko ustvarjalnost, vsakemu bitju. In pravi, ko se bo to, ko bo ta dan doživeli, ko se bo Maitreya pojavil in ko bo ljudje sprejeli medsebojno delitev, se bo pojavljal taki veliki val ustvarjalnosti. Ker pogledajte, koliko jih je zdaj v Afriki ali pa kaj vem kje, ne, ki že pri nas, ko cel dan dela, ne moreš biti ustvarjalni. Ustvarjalno je lahko samo človek, ko ima veliko denarja, pa da lahko si privošči, ne? Tako so si včasih, recimo, da so lahko poslikali ali pa kaj se različne ustvarjalnosti so na svetu. Kaj pa je pravzaprav vas navdušilo? Vi se torej že dlje ukvarjate, razmišljate o tem, kot Lidija recimo. Kaj je vas pritegnilo takrat? Koliko časa se že poglabljate v to? V ezoterično filozofijo, no, bi lahko rekli. Saj pravim, ravno to sporočilo, da je Maitreya tu, meni se je to zdelo verjetno. Ne. Mene je to navdušilo, kakšno življenje bo potem, ne, pa kdo se bi ga tega otepal, ne, da bo mir, da ne bo več vojn. In potem sem slišala tudi, vse te stvari, kako bodo potekale, ne, kaj bi rekla, jaz sem pač v duši, bi rekla, socialist.
drugače razmišljam, mene to mote, te nepravičnosti. Ne. Jaz sem že tako bila vzgojena, ne, in to je v meni. Jaz ne morem drugače razmišljati in da pa potem vidiš, da je to pravilno razmišljanje, da moramo drugače začeti razmišljati, me samo razveseljuje. In potem, ko sem začela to študirati, ko sem začela temu slediti, vidim, da se dejansko tako izpolnjuje. Ne. In da to lahko, to vero mi samo poglablja. No, torej, vidve in vama podobni, oziroma vsi tisti, ki jih to zanima, nekako torej pripravljate teren po svetu za prihod Maitreje. In kaj se bo takrat zgodilo? Bo imel on recimo toliko vpliva, da bo ljudi izenačil, no, recimo, tako rečemo? Glede, vi morate nekaj vedeti. Ja. Maitreja Kristus. Maitreja je vse posodni in vse veden. On je naš, on ima tako moč, ko se mi sploh ne moramo misliti. Ne. Torej med nami, nas posluša sedaj tudi. On je v nas in izven nas. Ne. Tudi bi rekla, da nazaj lahko posluša. Ne. In on bo s takim načinom pristopil do ljudi, takrat, ko bo dan razglasitve, pa pozneje, ne, ko bodo mojstri modrosti in on delovali med ljudmi, svetovalci bojo, ne. On je rekel, jaz bom arhitekt, vi budete pa graditelji, ljudje, mi moramo to spremeniti, ne on. Ne. In da se nišče ne bo, mogoče v začetku, kjer ne bo pač mogoče verjel takoj, ampak da se bojo ti ljudje, ker masa ljudi, pogledajte, koliko ljudi je na svetu, ko nič nima. In ti bojo najprej to zgrabili, to možnost. Ne? In ti bojo pritiskali na vlade, da bojo začele se drugače obnašati, da bojo začele deliti. Ja, oprostite, no, ampak dobro, utopično se zdi vse skupaj, bomo mi, recimo, ki smo na nek način sodobni, ki sploh lahko še to doživeli v teh naših sedanjih telesih. Ali bodo to doživele že naše reinkarnirane duše? Pa vam pravim, da bo se to zgodilo, da je to zdaj že tu. Da je to vprašanje mesecev, ko bo, zato ravno govorimo o tem, zato, da se ljudje pripravijo. Ker ogromno ljudi bo, ki sploh ne bo pripravljeni in bo začudeni, kaj se dogaja. In če se informacija vse sliši, pa kakoli utopična, komu se zdi, nekateremu se zdi verjetna, ampak ko jo bo slišal, zdaj, ne, ko se bo tu pač nekaj ljudi slišalo, bo pa, ko prišel ta dan deklaracije, ne, bo pa, gled, to je to, vse o tem sem že slišal. Ne. No, kako lahko verjamete v to? Oziroma, vsi tisti, ki sedaj to poslušamo, na kakšen način bi nas prepričali, da bi lahko verjeli v to, da se bo res zgodilo in da torej ni daleč ta dan? Na kakšen način, gledajte, vse so razmere v svetu takšne. Če bi gledali, da bi se to nadaljevalo, kam bi to prišlo? Do 3. svetovne vojne. Kaj bi 3. svetovna vojna povzročila? Ne? Jedrsko orožje je, to se pravi, bi se uničilo. Bi bilo konec sveta. In kaj bomo ljudje imeli? Maitreja nam bo predstavil, ali se boste odločili za delitev, ali pa za konec sveta. Zakaj se bi vi odločili? Za delitev. Ja. In ko se bo to, ni druge možnosti, pravi, ni druge možnosti. Danes so takšne razmere, kot so bile, recimo, bi rekel, pred 2. svetovno vojne, ne, kriza, ki se še bo poglabljala, še ni konec, še bo poglabljala, bližnji vzhod, vidite, vojne, preselitev, pogledajte za Nemce, kako se že bojijo tega navala ljudi, ne, mi se pripravljamo, ne, ja, kaj nam pa drugega preostane? To ni utopija. Ne more biti en del živeti v nekem bogatstvu, drugi del pa nima nič. In vsak dan, si morate misliti, vsak dan, če gledaš te reklame ali pa ta sporočila od UNICEF-a, ne, veš, otroci umirajo. Mislim, ker mu nima kaj dati hrane. Ne. No, kako pa Organizacija Združenih narodov gleda na ta vaša prizadevanja? To še bi rada povedala.
da marsikateri svetovni voditelji, ne, to je ravno recimo nenavadni časi, nenavadni ljudje, ne, doživetje ameriškega diplomata z Maitrejo in mojstri modrosti. Maitreja je pozval določene voditelje, mislim, da leta 90, voditelje, ekonomiste, take vplivne ljudi, ne. In jim je povedal za ta načrt in oni ga so sprejeli. In takrat, ko bo se Maitreja predstavil, takrat bojo ti ljudje začeli o tem govoriti in bojo tudi, so že pripravljeni programi, na kakšen način bi se delilo. Ne. Delilo se ne bo na taki način, da bi zdaj vi dali vaš denar, ne. Ampak se bo delilo, da se bo v okviru Združenih narodov ena organizacija, da bojo taki ljudje, ki bojo potem vsaka država se bo naprosila, kaj ima v viška in se bo to ven sklad dalo. In iz tega sklada se bo delilo tistim, ko nima. Ja. To se pravi, Organizacija Združenih narodov pa UNICEF sta že na taki poti, recimo. Organizacija Združenih narodov je na taki poti, Varnostni svet pa ne. Ta se bo ukinil, ker tam ima vedno veto. Ne. Karkoli se zmenijo, potem da ali Amerika veto, recimo za Palestince, ne, ali pa Rusija veto. Ne. Tako se potem ne morejo dogovoriti. Ne. No, recimo to, da smo se danes sedle tako skupaj mi tri, ne, je to že recimo nekaj, kar oznanja to misel, recimo. Lahko to vzamemo že kot, ne vem, ne začetek, nekako, da smo znanilke, recimo, te ideje, tega dogodka. Ja. No, ker pravite, da bo takrat, ko se bo Maitreja pojavil, da bo na vseh televizijah, ne? Kako je to pravzaprav zamišljeno? Glejte, on bo na televiziji ga bo pokazal. Videli oziroma slišali bodo pa vsi ljudje, ne glede ali bodo gledali televizijo ali ne, to se pravi od 14 let naprej. In ker bo on se se bo pogovarjal v tvojem, recimo Slovenci, v tem jeziku, ko govorimo, ne, telepatsko. Ne. Takrat bo pač, to bo enkraten dogodek in takrat bojo vsi ljudje razumeli. In takrat bo on povedal, kdo smo, odkot prihajamo, zakaj smo tu. In bo ne pa tale načrt, da se nas usmeril, recimo, tako, da bomo delovali pozitivno. In takrat se bo baje tisti dan, ne, pravi, v tej knjigah, recimo Prebujanje človeštva, piše, da bo takrat ena taka velika radost med ljudmi, da bo ljudje en čas, ker bojo tako doživele Božjo, ne, Božjo veselje, da bojo ljudje hodili po prstih par dni od sreče, da tega ne bi izgubili. Ne. Ampak potem se bojo seveda zavedali, da so problemi tukaj, ki jih je treba rešiti. Ne. In takrat se bo začel pač to reševanje sveta, ko smo se. Bi to lahko bil tisti sodni dan, ki ga krščanstvo naznanja? Ne, to ni sodni dan. Ne. To je novi dan veselja. Ne. Tisto, kaj je krščanstvo, no, naznanja, krščanstvo pričakuje, da bo prišel Kristus, ki bo jim sodil, ne. Ne, to ni res, ne. Pravi Maitreja bo prišel, da bo v bistvu ljudi celo osvobodil krivde. Ne. Da bo povedal, da niso krivi za te stvari, ampak da so druge sile, ki so delovale čez ta čas. Ni to torej, tako kot po domače rečemo, vsake svoje sreče kovač? To pa je. A to pa je? Kar je karma, ne. Seveda pa je karma je individualna, ne, kar seješ, to žanješ, je pa karma tudi svetovna, ne. Mi moramo tudi služiti to, recimo, ko so vojne, take, ali pa prodaja orožja. In seveda se pa to izkazuje na podlagi plemena, tornade in taka čudna vremenske prilike, in pa na podlagi tudi, recimo, SARS, ne, ali pa gripe, kake, to je vse na podlagi karme. No, zakaj je nekdo reven, zakaj je nekdo bogat? Ker je tako rojen, recimo, v bogati družini oziroma v revni? Tudi to, seveda so tudi sposobnosti, ampak tudi, recimo, reven je nekdo
če se je rodil tam v Afriki, je pač v glavnem reven, ne? Ja. To je naključje, bi rekel, kje si se rodil, ne? Pravi, zato ne moreš reči, da je karma, to je karma, on je lahko reven, jaz pa sem bogat, ne? Ne, ker tu gre za delitev. Drugo pa je recimo, da pa si lahko bolj delovni ali pa bolj sposoben, pa ga zaslužiš, pa da več imaš, to pa tudi pravilno, ne? To pomeni, ampak ne na račun, da boš drugega oškodoval, ne? ta nek novi svet, ki se nam torej obeta, bo pravičen, torej bi vsi ljudje naj bili enako vredni, vsi bi imeli dovolj oziroma toliko, koliko človek za življenje normalno potrebuje. No, recimo v tem šeru sem ravno brala, da se Finska zdaj že pogovarjajo v Finci, da bi bil en univerzalni dohodek, ne? Tako smo se mi že takrat 2008, ne? Kot so tudi naše vse socialdemokrati govorili, tudi Pahorjeve vlade, ne? Mislim, to bi že bil en, bi rekel, da pač vse nekaj ima, ne, človek. Uravnilovka, ni to tako, kot so imeli v Rusiji? Ne uravnilovka. Glejte, službe je vedno manj, ne, in če imajo ljudje, če nimajo nič, kak naj živijo, ne. Če se pa da tisto osnovo, da lahko preživi, ne, potem poskrbimo za vse ljudi, to je človečnost. Tisti, ko pa bo delo ali pa imel, ne, pa bo sigurno imel več. To pa pravilno. Ne spominja vse to malo na komunizem? Ja, glejte, komunizem, ideje komunizma, ne? Sej ideje, Maitreja pravi, ideje komunizma so dejansko ideje krščanstva. Kaj to pomeni, ne? Pomeni, da recimo, če gledate države, skandinavske države ni ful bogatih, pa ni ful revnih. So stabilne države, ne? Tam, ki so zelo bogati, pa zelo revni, tiste države so nestabilne države, ne? In temu bi mogli slediti, ne? Recimo, Krem govori, da si zamišlja hierarhija in Maitreja tako, da bi ljudje v bodočnosti imeli novi družbeni red, kak se koli imenuje, ali demokratični socializem, ali socialna demokracija. In sicer v tem, da bi države imele 70% socializma, pa 30% kapitalizma. Danes ima recimo Amerika 95% kapitalizma, pa 5% socializma, Anglija recimo 10%, pa 90%, ne? Nemčija recimo, menda 30% socializma, ne, malo več, ne, da bi bilo tako zamišljeno. No, meni se skoraj zdi nemogoče, ne, da bi ljudje lahko tako spremenili svoja razmišljanja, tudi navade najbrž, da bi lahko bili pripravljeni vse deliti z nekom, kajti v človeku je vseeno določena mera tekmovalnosti, potem tudi sebičnosti, ne? Ja, glejte, ta nova doba vodnarja, ne, ravno to govori, tekmovalnost odpada, to je bila v dobi Rim. Zdaj bo sodelovanje, vse to se vidi, zdaj že tudi po službah se bolj v timih malo delati, ne. Sodelovanje med ljudmi je važno, ne. In še nekaj bo, denar ne bo več sveta vladar. In takrat ljudem ne bo več take potrebe kot v tem zbiranju, ne. Vse skupaj se to vse meni zdi malo neverjetno, skoraj nemogoče, da bi se lahko to zgodilo na svetu, glede na to, da vemo, da že tisočletja vojne so vedno bile kakšne vojne, kjer se je borilo pravzaprav za materialne dobrine, ne. Ljudje so vedno bili tekmovalni. Ja, ampak poglejte, kaj se bo dogodilo. Ko bo Maitreja tu med nami, mislim tudi prepoznati, ne, že z epohami in mojstri modrosti, okoli 40 jih pride, ki bodo delovali na svetu, takrat se bomo drugače pogovarjali in takrat bo se zavest ljudi dvignil. In ko se zavest ljudi dvigne, še bolj kot zdaj, ne, potem drugače razmišljajo. Se tudi, če gledate midve ali pa marsikdo, ki niti ni, ki o tem nič ne ve, razmišlja, da ni pravično, da so ljudje revni pa bogati.
da bi vendarle lahko vsi nekaj imeli. Ne rečem, da bi mogli biti enako, ne? Ampak se nekaj. Da lahko v miru živijo, ne? Da niso, kaj zvem, matere žalostne, ker otroci umirajo. In tako Od lakote, naprej. ne? Ja. Morda še zaključek našega današnjega pogovora. Lidija, bi morda vi za zaključek kaj povedali, kakšno sporočilo vsem nam? Ja, da pač ljudje naj zaupajo, da si ne bodo med seboj dobri, da res prihaja boljši časi. Hvala lepa. Irena, kaj bi vi za zaključek še povedali? Jaz bi samo rekla, bodite res v upanju in bodite pozorni, mojtri. Hvala lepa, spoštovane gledalke in gledalci. Nekaj novega smo se naučili, slišali, vsi tisti, ki vam je bila ta ideja še neznana, ste gotovo dobili motiv za razmišljanje. Tako da smo seveda hvaležni našima gostjama za obisk in čas, ki sta ga odmerili, nam pojasnili nekatere stvari. Pa dobro, ostanimo torej v upanju vsi skupaj. Srečno do prihodnjič.